da sta imela Musarjeva in Golob toksičen odnos, kar pomeni, da sta drug iz drugega izvlekla najslabše. Priznavati zasluge nekomu, ki pač rešuje svojo rit, ali pa nekomu, ki je nesel glavo na pladnju za idejo samostojne Slovenije, pač mislim, da tega enačiti vendar ne bi smeli. Tudi to, da v bistvu Milan Kučan celotno svoje staranje namenja na nek način Janezu Janši, tudi to je neke vrste ljubezen. To je tedenski Safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. Ja, z nami ta teden tudi združeni praporščaki, ne glede na simboliko na vrhu droga. Pa vsi trije, Janez Janša, Milan Kučan in Nataša Pirc Musar, ne? Jelko Kacin in šef Ukoma Sebastian Jeretič. In vsi, ki nam je samostojna Slovenija intimna opcija, bi lahko rekli. Na tej točki lahko tudi voščimo vsem Slovenkam in Slovencem, ki danes praznujemo dan državnosti, skratka dan, ko se spominjamo, da je nastala naša samostojna država pred 35 leti. Tako, medtem ko nas dnevna politika nobeno leto ne pozabi spomniti na to, kdo ima kakšen centimeter, da ne rečem vulgarno, daljšega oziroma večje zasluge za nedvomno prelomne zgodovinske dogodke. Jaz preden pogledava misli izrečene v javnem prostoru, ki so zaznamovale ta teden, žal spet v nekem tonu, ki meni ni najbližje, bi mogoče načel ta del razprave z mislijo, da tako, dokler ne bomo recimo na avtorje prve ustave, na pisce slovenske ustave, pa recimo na ljudi, kot so Peterle, Pučnik, Kučan, Drnovšek, Janša in še kdo, kolektivno pogledali po vseh teh desetletjih kot na akterje, ki so skupaj delali na ključnem zgodovinskem procesu te osamosvojitve in suverenosti, do takrat nam malo pretirano in slikovito rečeno, po mojem, ni pomoči. Ja, zdaj, jaz mislim, da marsikaj je... Osebno me marsikdaj živcera, ko poslušam te razna obkladanja, debate, komu je bila Slovenija intimna opcija in komu ne. In predvsem tudi dejstvo, da si še vedno ne znamo pogledati pravzaprav v zgodovino, ovrednotiti tega zgodovinskega dogodka na način, kot dogodku pritiče, da ne rečem od spomenika naprej, tudi zdaj ta napoved, da naj bi na Trgu Republike z nekimi lučkami po tleh obeležili slovenska osamosvojitev, mi je nekoliko bizarna oziroma celo, bom rekel, pač ponižujoča do tega dogodka. Mislim, da je to temeljni dogodek slovenske zgodovine, na katerega bi res kot narod morali biti ponosni. Pa ko govoriš o intimni opciji, prvič že sam izraz intimna, pove, da je to nekaj, kar je zelo težko dokazljivo, in je lažje gledati na dejanja, kot na to, kar si je v nekem zgodovinskem trenutku sam pri sebi v tišini neke sobe ali pa pisarne nekdo dejansko želel ali mislil. In jaz bom rekel tako, v duhu spravljivosti ob tem prazniku, na dan, ko tudi objavljamo to epizodo, tudi če je kdo takrat res vzel Slovenijo kot nujno zlo, kot manjše zlo med vsemi scenariji, pa potem kasneje v političnem smislu deloval za ta skupni cilj, jaz to vzamem, good enough, in se ne prepiramo o intimnih opcijah, zdi se mi to drobnjakarsko. Tako. Mislim, drobnjakarsko na en način, na drug način se mi zdi pa to, da pravzaprav je na nek način, bom rekel, prevara. Pa bom povedal, zakaj se mi to zdi. Zdaj, Janši se očita, recimo, da je bil v partiji, slišali smo lahko tudi, kako mislim, se to bova še pokazala. Lahko pokažemo, mogoče preden naredim to razlago. Se pravi, kako Kučan sprašuje nekje na poti v jajce, je spremenil to svoje intimno opcijo. Da res pogledamo. Jaz nisem bil nikoli proti osamosvojitvi Slovenije, kar insinuira ta plakat. V takratnih surovih razmerah razpadanja nekdanje skupne države sem se moral racionalno odločiti, sem se odločil, da je samostojna Slovenija najboljša možna izbira. A se imate za osamosvojitelja? Jaz imam za človeka, ki je takrat nosil velik del odgovornosti in te odgovornosti se je tudi zavedal. A se imate za osamosvojitelja? Zaradi te odgovornosti seveda mislim, da mojega deleža takrat pri osamosvajanju in tudi kasneje pri iskanju mednarodne podpore, vse do mednarodnega priznanja mi seveda ne more nič odrekati. Se pravi, se imate trudijo se, pa naj se trudijo še naprej. Se pravi, se imate za osamosvojitev? Ja, ni važno, zakaj se jaz imam, važno je, zakaj me imajo ljudje. Se imate za osamosvojitev? Važno je, zakaj me imajo ljudje. Upam, da me imate vi tudi Predsednika se imate za osamosvojitev. Vi me imate za osamosvojitelja. Okay. Ali Žerdin je že v Sobotni prilogi dela opozoril, da Janez Janša med potjo v jajce
metal petarde vmes, da ne bi bilo preveč dolg čas. No, lahko ga enkrat vprašate, na katerem kilometru poti v Jajce je samostojna Slovenija postala njegova intimna opredelitev. Ja. Mene sem zelo kratek, bom preden ti dam istočnico. V glavnem, na trenutke me je zabaval v tem pogovoru ta nek ljubezenski v narekovajih odnos Marcel Štefančič, Milan Kučan, a se mate, vi me mate in tako naprej. Ne? Ena beseda mi je pa tukaj posebej ostala na samem začetku klipa, na katero sem bil pozoren, in sicer pravi Kučan, jaz sem se za Slovenijo odločil racionalno in verjetno je to ravno tisto, ne? Razlika med tem, da se z neko emocijo odločiš za to ali da pač racionalno, pragmatično speleš neke stvari, kot že rečeno, meni oboje ok. Ja, no, glih ta racionalnost, ne? A veš, ta racionalnost je bila, bom rekel, pač, če pogledava Kučana, pa bom pol šel še na ostale, ne? Ali pa če greva najprej na Janšo. Ne? Janša je bil v partiji aktiven, tudi recimo, so lahko določene kritike, kaj je počel v partiji in tako naprej. Ne? Ampak še ko je partija imela moč, je nastopil kot obrambni minister. Skratka, on je bil tisti, ki je dejansko veliko tvegal, ne? Zato, da je samostojna država pač samostojna. Ne? Se pravi, marsikdo je prestopil, ne, bom rekel, ampak zdaj veliko vprašanje je pa predvsem, kdaj si prestopil, pa s kakšnim namenom si prestopil. A si prestopil pač iz nekega spoznanja, ne, da se pač, da ti morda nekaj ne leži več, kar ti mogoče si prej mislil, da ti je, ali pa ti ni, ne, in koliko si za to tvegal. Recimo tipičen primer, ne, tega, kar se mu je celo kasneje tudi njemu očital, ne, češ, da je bil v partiji, bil Jože Pučnik. Ne. Jože Pučnik je kot pač mlad, mislim, da celo še kot dijak ali pa vsaj kot študent, ne, se je včlanil v partijo, ker je to bila takrat edina opcija za biti politično aktiven. Ne? Potem je poskušal partijo od znotraj spreminjati, zaradi tega šel v zapor, mogel emigrirati, ne? In potem je vse dobesedno žrtvoval, ne? Se pravi, najprej mu je prvi zakon razpadel v Sloveniji, potem je mu razpadel drugi zakon v Nemčiji, ko se je vrnil v Slovenijo zato, da se je boril za samostojno državo. In takemu človeku reči, da je pa zdaj on nek komunist, ne? Ki zganja revanšizem, ne? To je tisto, kar se meni zdi podlo. Ne? Se pravi, Pučnik je tisti, ki je z vsem srcem, ne? In z vso svojo bitjo delal za to, da je bila država samostojna. Medtem ko recimo na drugi strani Milan Kučan, ne, mislim, da celo lahko razberemo, ne, da je iz tega racionalnosti. Ne. Se pravi, njemu pa ni bila samostojna Slovenija tisto, kar si je želel, njemu je pač kot pravemu komunistu, ne, kar pač je bil in verjetno še vedno je, mu je dokaj vseeno za vsebino, bistveno mu je boj za oblast. In to smo lahko pri komunistih pač spremljali, ne? In za njegov obstanek na oblasti, ki mu je bistveno uspel tudi pač po osamosvojitvi, je na neki točki rabu prestopati na stran osamosvojitve in biti del osamosvojitve. In tudi od tiste točke naprej mu lahko priznavamo, ne? Se pravi, pač, ko je na Brionih se pogajal za samostojnost in tako naprej, za pogoje, pod katerimi bo Slovenija ostala samostojna, je pač svoje delo tudi korektno opravil in to mu jaz lahko priznam. Hkrati, ne, je pa pač jasno pred volitvami že povedal, da reformiranim komunistom ni v interesu osamosvojitev, ne, delali so kampanjo proti, ne, Potrč, mislim, da je zelo znana izjava, ko je za beograjsko televizijo razlaga, kaj je razlika med Demosom in Zvezo komunistov, ki se je takrat, mislim, za tiste volitve imenovala Stranka demokratične prenove, kar je tudi svoja vrstna ironija. Ne, Demos je za samostojno Slovenijo, komunisti niso, ne, in Kučan je bil tisti, ki bi lahko recimo preprečil razorožitev teritorialne obrambe, pa je ni, dokler se ni praktično pobralo vsega orožja, ne. In potem, ko je bila osamosvojitev priborjena, je pa skočil na ta vlak in ja, bil je prvi predsednik. To vlogo je odigral, ne, in pač enostavno lahko rečem, da je racionalno se je za to odločil, ker je to narekovalo njegovo preživetje. Ampak tukaj je pač neka morala malo drugačna, kot nekdo, ki je šel z idejo samostojne države in postavil glavo na pladenj. Pač tega Kučan ni naredil, kakorkoli obrneš. Se pa strinjam, da meni osebno recimo ravno te plakati, o katerih je tukaj debata, tako, pač ne nagovarjajo. Na nek način so te plakati s tem citatom o intimni opciji sprožili v bistvu celo to debato, ki se je tudi pri Marcelu nadaljevala, pa vendar moj poziv v luči praznika je naslednji. Slovenci se nasplošno predolgo imamo tendenco, da se pogovarjamo o ranah.
bistveno dlje in raje se pogovarjamo o ranah in grebemo ko njih po tistih skupnih imenovalcih. In mislim, da to, kar si omenil, ker seveda zgodovinska dejstva obstajajo o tem, vsak si jih lahko pogleda, na kateri točki in iz katerih morda vzgibov je kdo pristopil k projektu, bi si želel, da takrat, ko naju že dolgo več ne bo in se bo Slovenci čez stoletja ozirali proti nekim zgodovinskim prelomom, bolj pogovarjali o ljudeh, ki so skupaj speljali nek projekt in so skupaj tam nekje na piedestalu teh dogodkov, medtem ko to debato, ne, kdaj točno je kdo začutil klic in iz kakšnih bolj sebičnih ali pa bolj državniških vzgibov, pa bi jaz prepustil, da se ta gospoda, ki jo naštevava, deloma žal že nekateri pokojni, nekateri pa še kako aktivni, pogovorijo med seboj, naprimer ob partiji Dame ali Šaha v kakšnem DSO-ju. No, tako da. Mislim, da to bolj sodi v DSO, v njihovo medsebojno debato, kot pa, da je to še desetletja stvar vprašanj v javnem prostoru. V bistvu, ne. Mislim, ne, jaz ne mislim, ampak zdaj se mi pomembno, da poznamo svojo zgodovino. Ne? In tudi razumevanje, mislim, priznavati zasluge nekomu, ki pač rešuje svojo rit, ali pa nekomu, ki je nesel glavo na pladnju za idejo samostojne Slovenije, pač mislim, da tega enačiti vendar ne bi smel. Sem pa, Peter, prepričan, da na zgodovino vsakega naroda na tem svetu lahko pogledaš na dva načina. Lahko v njej iščeš točke razkola, lahko pa iščeš točke enotnosti. Jaz sem bolj na tem drugem. Jaz sem vsekakor za točke enotnosti, ampak jaz sem tudi predvsem za točke resnice. Ne? Tako, kot je pač druga svetovna vojna, treba pogledati iz točk, pač iz stanja, kakršno je bilo, kar se da objektivnega, in enako velja za osamosvojitev. In pač tukaj bom rekel, je Milan resnica sta to vedno dve. Ni resnica, interpretacije resnice je lahko več, resnica je pa vedno ena. Ne? In tudi pač Milan Kučan je za moje pojme pač v osamosvojitvi odigral mešano vlogo. Ne? Pač igral je sploh na začetku izrazito negativno vlogo. Ne? Mislim, pač, to se za marsikoga da dati. Morda je nekdo na tem deklarativno odcepitvenem delu igral bistveno bolj pozitivno, ne? Pa je na kakšnem drugem profitersko-orožarskem odigral slabšo. Ne? Tako da. Zbrano, pač kar se tiče osamosvojitve Slovenije, mislim, da je stvar zelo jasna. No? Ampak je pa problem, ker imamo Slovenci izrazito slabo poznavanje svoje zgodovine. Ne? Se spomnim, dobro, to je zdaj tega že dolgo, ne? Ampak vem, da sem v gimnaziji sem delal malo na raziskavo, takrat kot raziskovalno nalogo, ne? In sem med dijaki malo, se pravi moja generacija, to je glih konec, recimo milenijske pa začetek Gen Z, ne? Sem takrat malo analiziral, kakšno je kaj poznavanje slovenske zgodovine, ne? In sem gotovo, da bistveno bolj poznamo zgodovino Karantanje, kakor pa osamosvojitve Slovenije. To se pa že čisti iz lastne šolske izkušnje. Več dijakov je pravilno ocenilo, katerega leta je bila ustanovljena Samova plemenska zveza, kakor pa kdo je bil predsednik Demosa. Ali pa tudi v antiki, grški in rimski bistveno več kot o tem. To je tisto, kar recimo se mi zdi ključno, da se na tej točki, ne, Slovenci, mislim pač zdaj se mogoče tudi mi došla malo v to smer, ampak mislim, da tudi je tako, ne, to je naš praznik. Ne? In ta praznik je prav, da se ga praznuje. Tudi mi je po svoje ironično, da nacionalna televizija ravno Kučana od vseh ljudi povabi, ne? Ampak okej. No se o tem bi pa tudi še želel kaj reči. Ne? Mislim, da je ključno, da se ob tem zgodovinskem trenutku ustavimo, praznujemo. Jaz vabim vse iz obeste zastave, dajte kakšno, ne vem, dobro večerjo si narediti, morda se s kom dobite, popraznujte, kakšno slovensko pesem zapojte. Ne? V smislu pač, da nekako obeležimo ta, ki tudi ne znamo Slovenci, se mi zdi zelo dobro tega praznovanja izvajati. Ne? In kar mi je še posebej zanimivo, ne? Dajmo pogledati na pozitivne vidike, ne, pa se z vsemi ostalimi negativnimi vidiki te države ukvarjamo vseh ostalih 363 dni v letu, ne, ko ne praznujemo državnosti. Bravo, sem pa želel na temo tega nastopa, ker si tudi ugotovil, da je bila pojavnost Kučana v zadnjih tednih, dneh izjemno visoka spet, ne, bi pa želel nekaj reči. Prav iz tega dela, a ste osamosvojitelj, pa potem izmikanje, pa no, a ste, a niste, ne, je bilo razvidno in to se mi zdi, da je iz leta v leto bolj pri Milanu Kučanu, ta nek, Američani bi rekli, legacy concern oziroma skrb za osebno zapuščino, kar je do neke mere v starejših letih pri vseh nas ljudeh normalno. Psihologija govori o tako imenovanem v bistvu konfliktom med integriteto ega, ki si želi, da bi bilo za nazaj vse idealno, in med nekim lastnim intimnim obupom. Ne? Ko se človek na stara leta sprašuje, a sem živel dobro, a sem delal prav, kaj bo ostalo za mano, kako se me bodo kolektivno spomnili, ne? Ampak ne vem pa, če se akterji
pa ne samo Milan Kučan, zavedajo, da v bistvu prepiranje o tem, kdo je storil gram ali pa miligram več in manj, ne, v bistvu niža njihov relativni ugled, ker ljudje imamo tudi to lastnost, da si akterje vedno po njihovem zadnjem poglavju zapomnimo. Ne, in zdaj, če si nekoga bolj kot po velikih dejanjih zapomniš po prepiru za zasluge, ne, potem je to slab način, da greš v zgodovino. In še ena stvar bi rekel, če gre za pretirano potrebo občudovanju ali nekem idealiziranju, in tukaj moram reči, da to kar zadnje čase intenzivno zaznavam, lahko govorimo o iskanju neke simbolne nesmrtnosti. Ne? In mislim, da je to morda tudi za osamosvojitelje te ali one malo preveč. Ne? Mislim, zdaj, kar se tiče Milana Kučana, jaz bom ravno v tej oddaji mu priznam dve stvari. Ne. Eno je izjemna politična spretnost in to nedvomno, če kdo v tej državi je prvovrstni politik, ne, ali pa politik prve kategorije po politični spretnosti, je to Milan Kučan. Ne. In neko mero iskrenosti na stara leta pa tudi, ne, ker če sva bila pozorna, on sam sebe nikoli ni proglasil za osamosvojitelja. Ves čas je prcal Marcela, ne, češ, a me imaš ti za... Torej on sam ni rekel, da je on osamosvojitelj, ne, ampak v bistvu je vzbujal, dajte mi drugi to priznati. Zdaj, kar se tiče tega, se strinjam, meni prerekanje o zaslugah, ne, ali pa predvsem, kdo je dal centimeter več, centimeter manj. Imam pa problem, ne, da imaš ti pač nekoga, ki, bom rekel, igra za drugo stran, ne, potem pa v zadnji minuti, ko je tekme konec in je pač zmaga, potem pride pa zmagovito kot prvoborec. To pa mi je pač mislim, intelektualno problematično, no, žali intelekt, no, kakorkoli zgodovinsko točnost. Še nekaj bi rekel nasplošno. Zakaj smo videli, ker tukaj ni naključij nikdar, zakaj smo videli Kučana, mislim, da najprej je bil tipkan intervju za časnik Dnevnik, ne, kjer je tudi rekel nekaj, da ga skrbi razdeljen narod, ki je lahek plen tujih interesov in podobno. Tukaj bi se dal, nekdo je tudi intenzivno delal. Ne, točno to na tem. Druga stvar, mislim, da je tako, ne, če gledaš cel sklop, ne, bliža se državna proslava. Janez Janša je prevzel oblast. Do zdaj se je v koalicijskih pogajanjih držal zelo odzadaj, tudi pri tem sprejemanju bolj delikatne zakonodaje so to opravili, drugi njega ni bilo. Ne. Levica skozi Kučana preverjeno zgodovinsko vleče Janšo na čistino, da bi se tudi on tik pred proslavo zapletel v kulturni boj in bi potem rekli, lejte ga, ne, prepirljivca, kako nas je spet na praznik razdelil. Tako da mislim, da je njegova pojavnost v teh dneh del tega scenarija, v katerem pa je vedno rad sodeloval. No, zdaj, ker to snemava še pred proslavo, ne vemo še točno kaj. To povejva, ne veva, kaj je vsebina govorov, ne vemo tudi, ali bo do kakšnega obrobnega incidenta prišlo ob robu te proslave, ali ne. Tako da na tej točki ne moramo tega komentirati, čeprav bo objavljena oddaja po sami proslavi, ampak zaenkrat Janez Janša na to provokacijo ni nasedel, ne, kar mi kaže nekako, da je po 35 letih in po 3 vladah nekako uspel morda pa torej še izostriti neko to svojo politično spretnost. Imeli smo še 2 vroči debati v dneh pred proslavo, ne, sta se ponavljali v vseh dominantnih medijih in glavnih oddajah, in sicer, da sta 2 govorca po dolgih letih, mislim, da nam je potem ravno Milan Kučan povedal, da po letu 2000, ko sta govorila skupaj z Bajukom, bosta zdaj prvič spet, ne, 2 govornika na proslavi, in druga debata, zaplet in hiter razplet drame s praporščaki, ne. Pa greva mogoče najprej na ta 2 govorca. Spet, preden zavrtimo klip, tam noter so hiter deklarativna stališča vseh vpletenih o tem. Jaz bi rekel tako, po eni strani ne vidim posebne drame v tem, če je želja, da na praznik spregovorita oba, tako predsednica republike kot predsednik vlade, res ne vidim nič slabega. Najbrž imata oba državljanom kaj za sporočiti ob tej priliki. Po drugi strani, to pa bi dodal, pa mi v smislu ravno teh nekih gradnikov državnosti, to spreminjanje, če hočeš, ceremonij in ritualov od leta do leta tudi ne sede pretirano. No, pogledamo mogoče najprej izjave. To ni proslava Nataše Pirc Musar ali Janeza Janše. To je proslava Slovenije, Slovencev, Slovenk, državljanov in državljank. To jaz verjamem, da bosta oba maksimalno izkoristila priložnost, da nagovorita čim več ljudi in da jim pojasnita, da je v sodelovanju pravzaprav moč. To je skratka nespoštovanje avtoritete inštitucij. Takrat se je to ravno tako zahtevalo, potem je bil sprejet nek dogovor
da se na tej proslavi vsako leto govori predsednik države, na zimski proslavi govori predsednik vlade. Zdaj, če poznate strukturo sedanjega predsednika vlade, kako bi se on odpovedal temu, da bi zdaj po takšni fantastični zmagi ne imel besede na tej državni proslavi, ko je vendar največji osamosvojitelj. No, prvič, to je zanimiv detalj, spet je največjega osamosvojitelja imenoval Janšo, mimo grede v tem intervjuju mu tudi prizna, da od vseh še aktivnih politikov daleč najbolj obvlada politično obrt, ne, kar je zanimivo. Po drugi strani pa mi je pa smešen ta element, ti govoriš po zimi, jaz bom govoril po leti, ta delitev, ki je tako samoumevna. Mislim, to je, meni je to po eni strani smešno, jaz tudi ne vidim razloga, zakaj ne bi smeli imeti dveh govorcev, še posebej, če gre za predsednika vlade in predsednico republike. Mislim tudi, da sploh Janša kot tak je celo za poletje bolj primeren kot za zimo, glede na to, da je bil obrambni minister, ki je potem v naslednjih dneh vodil obrambo Slovenije, ki je bila po praktično vseh možnih vidikih genialno speljana, praktično brez praske. Mislim, v Sloveniji nimamo praktično enega razloga, zakaj bi recimo se sramovali, medtem ko recimo druge države Jugoslavije, kljub temu, da lahko rečemo, Hrvati so se branili, so tudi delali vojne zločine, kakorkoli obrneš. Slovenska osamosvojitvena vojna, nekako lahko rečemo, vsaj na slovenski strani je minila brez vojnih zločinov. Je bila stvar več ali manj diplomacije. In v tem smislu se mi zdi, da po eni strani boli Kučana, se mi zdi Kučan, kot sem rekel, on je zelo spreten politik in čisto zgodovinsko, če gledava, komunisti, v bistvu jim je bila nekako primarno, se je spreminjala njihova, bom rekel, identiteta, oziroma retorika, kaj zagovarjajo, od, če hočeš, narodno-osvobodilnega boja, kjer so zagovarjali na nacionalno vprašanje, potem bili klasično internacionalni, kot komunisti sicer so, potem so bili stranka demokratične prenove, kar je, mislim, svojevrstna ironija zgodovinska, kakorkoli obrneš. Skratka, to je nekaka izjemna, bom rekel, spretnost ohranjanja oblasti. In tudi Milan Kučan pravzaprav je eden redkih v svetovni zgodovini, ki je uspel iz totalitarnega voditelja, torej zadnjega voditelja partije, preiti v prvega predsednika demokratične države in ohraniti nek ta status vse do danes. Zdaj, tukaj mu lahko samo čestitam, kako mu je ta obrat in izjemna politična spretnost uspela. Mislim, da ga pa boli, ker v bistvu je ves ta čas zelo uspešno v veliki meri držal vsaj neke niti, neke vzvode oblasti in tudi preko, rečemo, nekih proksijev, kakorkoli, imel močan vpliv. In zdaj ravno bom rekel, po 35 letih se mu je prvič zgodilo, da praktično v vladi ni nobene stranke, na katero bi imel vsaj kakršenkoli vpliv. Ker tudi v ostalih Janševih vladah, kjer je sicer res, da vladal Janša, je vedno bila kakšna stranka, na katero je Kučan vsaj nek posreden vpliv imel, če ne govorimo vsaj o Desusu. Stranke teh novih obrazov, ki so se nam zadnje desetletje in pol menjale ene za drugo, so bile v veliki meri plod tudi zakulisnega političnega inženiringa sivolasega gospoda med nama in še njegovih somišljenikov. In te stranke so praviloma vsaj za določeno obdobje krajše zavzele takšen del javnega mnenja, da je bilo nemogoče sestaviti recimo monolitno desno sredinsko vlado, medtem ko je zdaj v bistvu imamo prvič desno-sredinsko vlado brez levih elementov. Sicer resnica pravi, da je v opoziciji, ampak tudi če pogledaš samo programsko, so njihove programske smernice, tudi če jih vzameš kot podporo iz opozicije, bistveno bolj desne kot levo-sredinske, o tem ni dvoma. Zdaj, če se še malo vrnem nazaj prav na ta govor, ki ga midva še nisva videla in slišala. Jaz bi rekel, da na koncu ni toliko stvar števila govorcev, tudi izbire govorcev, kot na koncu izvedbe. Jaz upam, želim si, bom to seveda post festum tudi pogledal, da se bosta oba, ki sta pripravila ta nastopa, znala zadržati neke direktne medsebojne konfrontacije. Zakaj? Že zaradi banalnega razloga, da bo to potem gotovo medijsko zasenčilo sam praznik, če pride do tega. In prvi nek znak ali pa prva lastovka, ki mi daje upanje, da je to možno speljati galantno,
je tudi tisti dogodek pred tednom 10 dnevi v predsedniški palači, kjer so sicer bili podtoni, ki jih lahko kot bolje obveščen državljan ujameš ali pa jih ne, ampak je bilo na nekem dostojnem nivoju, ki si ga Slovenija po 35 letih zasluži. Ne? Ja, ravno to, ne. Se pravi, čeprav sta bila Robert Golob in Nataša Pirc Musar načeloma ideološko bistveno bližje drugemu. Je bilo tam težje skriti antipatijo. V bistvu, je bil ta odnos bistveno manj profesionalen, bi rekel. Ne. Sej jasno je, Janša pač ima svoje vrednote, Nataša Pirc Musar svoje. Lahko bi rekla malo za šalo, malo za res v modernem žargonu, da sta imela Musarjeva in Golob toksičen odnos, kar pomeni, da sta drug iz drugega izvlekla najslabše, kar imata v bistvu. Ne. Ja, medtem ko na drugi strani, ne, vsaj navzven, ne, pa tudi, mislim, kakorkoli že obrnemo ta odnos, pač delujeta profesionalno. Se pravi, bom rekel, subtilno špikneta in data vedeti, kje se drug z drugim ne strinjata, ampak mislim, da to, jaz ne vidim tem problema, ampak da se to izraža, bom rekel, na nek profesionalen način, ne pa nek konfrontacijski oziroma žaljiv. Ne. In tukaj mislim, da sta pač oba, ne, čeprav je jasno, vsem je jasno, da med Janezom Janšo in Natašo Pirc Musar ni neke hude ljubezni, celo sama je rekla, ne, da so kilometri v nekaterih stvareh, med njima pa vendar sta se nekako dogovorila ali pa se naučila dostojno komunicirati in to mislim, da je en znak morda neke zrelosti slovenske države po 35 letih. Želimo si, da bo z odra, razlike nedvomno tudi v teh govorih bodo, o tem sploh ne dvomim, naj bodo pa izražene brez neke preveč očitne želje po direktnem konfliktu. In ko si lih omenil besedo ljubezen, ne, da se vrnem samo še za hip nazaj, preden nadaljujeva, tudi to, ne, da v bistvu Milan Kučan celotno svoje staranje namenja na nek način Janezu Janši, tudi to je neke vrste ljubezen. Ne. Sicer zelo posebna, pa vendar. Ne. Ja, zdaj... Še en zaplet ali pa zapletek se je zgodil okrog te proslave, pa mogoče pogledamo še en izsek izjav. Dobili smo dopis, v katerem piše, da so na državno proslavo 35-letnici povabljeni vsi, ki imajo na drogovih svojih praporov seveda grb države Slovenije. Mi na našem praporu grba države Slovenije nimamo, imamo pa zvezdo in prapor, na katerem je tudi rdeča zvezda. Zaradi tega smo smatrali, da pač nismo zaželjeni. Tu so organizatorji državne proslave napravili napako, ki so jo na srečo kasneje popravili, tudi s prizadevanjem predsednice Republike Slovenije, za kar se ji posebej zahvaljujem, tako da vabilo je prišlo in na proslavo gremo. Protokol je najprej poslal splošno vabilo z splošnimi navodili, kjer mislim, da je razumljivo pričakovanje državnega grba in državnih simbolov, ker v končni fazi gre za dan samostojne Slovenije. Je pa seveda razumljiva tudi reakcija dveh specifičnih organizacij, katerih identiteta se ne veže na simbole Republike Slovenije, zato ker njuna identiteta seže v zgodovino pred samo vzpostavitvijo naše države. Zato sta ti dve organizaciji tudi dobili potem posebni vabili, individualni, s katerimi je bilo razjasnjeno, da sta seveda vabljeni. Mislim, prvo, kar bom rekel, meni je bizarno, ne, da ti dobiš pač od državnega protokola vabilo, na katerem piše, ne bo pač simbol grb slovenski, ne, in se na koncu totalno ven padeš, razbureš in leta 2026 ugotoviš, ne bomo šli na proslavo, ker mi nimamo niti enega slovenskega simbola gor, imamo pa dve zvezdi na enem drogu, ne. Mislim, ok, to je res smešno. Po drugi strani bom pa za kompleten zaplet rekel, da je tudi leta 2026 nepotreben in to bolj razumem kot komunikacijski šum med dvema članoma istega odbora in to je ta odbor, ki skrbi za državne proslave in prireditve. Predseduje mu Jelko Kacin, je pa po funkciji na vrhu UKOM-a njegov član tudi Sebastian Jeretič, in tukaj se je pokazalo dvoje. V preteklosti jaz mislim, da potem, ko je zaplet nastal, ko so določene organizacije, recimo v času prejšnje Janševe vlade, sporočile, da jih na proslavo ne bo, ne, bi pač ta glavni komunikator na vrhu UKOM-a užival v tem, da jih ne bo, ne, in to še potenciral, ker so bili
ljudje na teh položajih občasno tudi ideološko bolj skrajni od ideološkega jedra koalicije, ne? Medtem ko mislim, da je zdaj tukaj nekdo z dolgo komunikacijsko kilometrino, ki se zaveda dvojega. Prvič, kaj naj bi na splošno državne proslave komunicirale, torej vsaj nek minimalni skupni imenovalec, po mojem, ne? In drugo, to, kar sem že omenil prej, da vlada do neke mere, če se pusti prelahko zvabiti na polje kulturnega boja, kaže svojo šibkost, ne kaže moči. Jaz bi sicer glede tega spora malo drugače ga vidim. No. Ne bi celo rekel, da morda ni bil zgolj šum, ne? Ker mislim, da je doseženo bilo točno to, kar si želi, bom rekel, vlada doseči. Po eni strani so dali s prvim vabilom jasen signal svojim volivcem, ne? Se pravi ljudem, ki jih boli, ker jaz iskreno pač kakorkoli obrneš, pa bom razložil, kakšen imam jaz odnos do tega, ampak konec koncev treba je priznati, da Rdeča zvezda je bila simbol, ki je napadel in poskusil preprečiti samostojnost Slovenije. Rdeča zvezda je bila tudi simbol, ki smo ga sneli leta 1991 in si nadeli. Smo takrat eno zastavo spustili, drugo dvignili gor. Tako, in zdaj praznovati ta dogodek z zastavami z Rdečo zvezdo je rahlo ironično. Mogoče niti ne rahlo. In tudi nekoliko boli vse, ki nam je, bom rekel spet, če se vrnem iz začetka, Slovenija intimna opcija. Mislim se, če pogledaš analogijo, zdaj mi je prišla ad hoc na misel. Predstavljaj si, ne vem, enak praznik v Ukrajini, kjer bi vsako leto prišel nekdo z unim srpom in koso. Ali pa, mislim, Sovjetske zveze. Ja, pa je Ukrajina glih tako bila prvič kao samostojna, pa ena izmed korakov državnosti Ukrajine je bil kot Republika Sovjetske zveze, kjer je pa Sovjetska zveza izstradala. Enako bi lahko Estonijo in še koga omenila. Ampak to je, dobro, Estonija imela drugo zgodovino državnosti, vendarle ne, ampak mislim, da je z Ukrajino recimo zelo primerljiva ta zadeva, čeprav pač mogoče zdaj trenutno bolečina drugačna. Oziroma, jaz mislim, da zaradi tega, ker smo Slovenci ker je naša takratna oblast, to vojno in na drugi strani Jugoslavija tako nerodno in naša stran tako spretno speljala. Slovenci nismo v zadostni meri ponotranili tega truda, tega, bom rekel, krvavih žuljev, ki so bili tisočletni krvavi žulji, da smo prišli do te naše samostojne države, kakršna je. Ampak zdaj, če se vrnem nazaj k logiki, se pravi, dali so jasen signal, da pač kaj je namen te proslave, in potem stopili korak nazaj in milostno pokazali spravljivost. V bistvu pokazali spravljivost in tudi pokazali v bistvu praporščakom NOB, sej lahko pridete, sej vas bomo tolerirali, ampak pač veste, kje vam je mesto. In v tem kontekstu se mi zdi, da je bilo to zapeljano zelo spretno. Tudi ni mi ušlo dejstvo, da tako Sebastijan Jeretič kot Jelko Kacin v bistvu vrednostno oba izhajata iz bolj levega konca. Jelko Kacin je bil celo predsednik LDS-a, se pravi, bom rekel, stranke, ki je nastala kot podmlade komunistične partije in se potem razvila v pač neko socialno-liberalno smer. In Jeretič je bil svoj čas aktiven pri socialnih demokratih, se pravi, oba imata, bom rekel, to zaledje, hkrati imata pa oba izkušnje tudi iz tega desnega, oziroma sploh Kacin, recimo še kot minister za informiranje v času samostojne Slovenije, je bil tisti tudi eden izmed obrazov osamosvojitve, ki so se jih morda celo Slovenci bolj zapomnili, ravno zaradi te njegove komunikacijske vloge v času osamosvojitvene vojne. Še en tak živ dokaz, še zelo aktiven in premikajoč v vseh treh primerih, kako je sodelovanje recimo stare LDS, pa Pahorjeve struje SD in trde SDS, če želiš, prava pot za iskanje praktičnih rešitev. In tudi recimo tam je zanimiva ta širina recimo Janševe vlade v smislu desne, prve zares desne vlade, pa vendarle zmožna sodelovati bistveno širše. Glede praporščakov oziroma glede teh zgodovinskih točk, bi še par stvari povedal. Se mi zdi tako, pač mislim, da je treba celostno pogledati na našo zgodovino in partizanski boj je bil del slovenskega gibanja in kot tak v enem delu se povezuje torej s svobodo, in kot tak ima tudi mesto v zgodovini. Ne nazadnje, jaz mislim, da na nek način lahko tudi torej tudi na proslavi. Jaz mislim, da je bilo genialna poteza, recimo, če bi da bi si, ampak to, če bi res šlo, ker tukaj je
tukaj je spet treba ločiti partizanski boj in pa komunistično zlorabo partizanskega boja za prevzem oblasti. 50 let vladavine. Ne nazadnje tudi danes tisti, ki pač uporabljajo ta partizanski boj in vrednote NOB, mislim, da se ne zgovarjajo predvsem na ta iskren partizanski boj večjega dela, celo bi rekel partizanov, ne, ampak pač v bistvu igrajo to ideološko igro. Ne. In če bi res jim bilo, recimo, jaz bi najdel tukaj salomonsko rešitev. Bi rekel, redo prapor, ne vem, partizanskega gibanja je bil, kakršen je bil, pač zvezdo, kakršna je bila, v redu, ampak da pokažemo, da smo pa iskreno, ne, intimna opcija, če spet uporabim ta izraz, na ravni samostojne Slovenije, bi rekel, pa dajmo narediti prapor, damo gor na vrh tisti grb, ne, zlat slovenski, ne, na mesto zvezde, tam res ne paše, v redu, če je pa zgodovinska zastava gibanja taka, kot je bila, pa ne bo tista zvezda gor, pa ne, grejo kot, ampak bi šli tukaj enotno kot zgodovinsko gibanje, ne, ampak potem je treba pa tudi razčistiti v zgodovini, ne, kaj je partizansko gibanje dejansko počelo, ne, v kolikšni meri, a veš, tukaj je pač treba, tukaj spet pravim, tista resnica, ki je pač absolutna, ne glede na to, kako jo kdo vidi, ne, je treba pač pogledati, kaj so naredili partizani v času druge svetovne vojne, kaj so naredili domobranci, kjer je napake eni, kjer je napake drugi, kjer je zločine eni, kjer je zločine drugi in kaj je bil namen. In pač govoriti, da so partizani pač samo heroji, ki so se borili za slovensko državnost, partizani pa nacionalni izdajalci, je pač zgodovinsko netočno. Ne? In v tem kontekstu bi potem rekel, v redu, pa dajmo še eno domobransko zastavo zraven, ne? Oziroma še ene domobranske prapoščake, ker so tudi oni konec koncev se borili za slovenski narod. Glej, a veš, pač to je še en trend. Zato se mi zdi ključno, da se pač pogleda realno, ne, kaj so bile in recimo to, da so tigrovci, tigrovci so se kasneje pridružili partizanskemu gibanju, ampak da imajo tigrovci težave z Rdečo zvezdo, je tudi ironično, ker to je v bistvu zloraba tigrovskega gibanja, ker je treba tudi povedati zgodovinsko točno, da so partizani pravzaprav izvorne tigrovce v glavnem počistili, ker so se jim med vojno že pač sami likvidirali, ker so ogrožali njihov sestop na oblast. Ne? To je pač, to so vse zgodovinska dejstva in mislim, da je treba to zgodovino pač dati v ta prav kontekst in potem lahko, ne, vse te simbole tudi vidimo v pravi luči, ampak problem imamo, ker je pač slovenska poznavanje zgodovine oziroma razumevanje te zgodovine pač v Sloveniji zelo, zelo enostransko ali pa zelo predvsem tudi luknjasto. Pa še en trend se mi zdi, da je vendarle treba v vseh teh javnih razpravah, ko gre za simbole, upoštevati in to je recimo in na volitvah 2022 in na volitvah zdaj teh minulih marca 2026. Dvakrat se je bistveno bolj kot v preteklosti aktivirala neka mlada populacija volivcev, bolj neobremenjenih, ne? In je treba se vendarle zavedati tudi to, da v današnjih časih simbol Rdeče zvezde marsikomu pomeni samo še logotip na enem priljubljenem pivu, streženem v zeleni steklenici in nič kaj več od tega, ne? Seveda pravim to malo za šalo, malo za res, pa vendar na tisto višjo stopnjo državotvorne zavesti bomo prišli, ko bodo te razprave vendarle malo manj ogorčene, z malo manj strupa in žvepla noter in malo bolj neobremenjene. Malo bolj realistične, konc koncev, ne nazadnje, ne, pač ta Rdeča zvezda je simbol tudi še bolj kot narodno-osvobodilnega boja revolucije. Tudi ne nazadnje, do nedavnega niso tega skrivali. Sej proslava bo potekala na trgu, kjer stoji spomenik, ki se ne imenuje spomenik narodno-osvobodilnemu boju, ampak revoluciji. Tako da... Zapustimo, da je kakor hvale vredna gesta tega spomenika meni. Mislim, da je bil ker ga je narisal Jože Plečnik. Namenoma tako zelo brezobličen, da ne more niti deliti, da lahko samo združuje v dolgočasju. Dobro. Mislim, da lahko potegneva črto po to in nadaljujeva po kratkem predahu. Se pravi, kater T2 paket ti trenutno priporočam? Čakaj, Marjan, sam mal. Ej, Titina, prijatelj zanima, kjer paket ne vzame. Kako dober prijatelj pa je? Facefund, čak, dam na speaker. Marjan, Titina tukaj. Vsi Jožetovi prijatelji imajo Oranžni King. Nimaš kaj razmišljati. Si slišal, Marjan? Nimaš kaj razmišljati. Oranžni King. Sedaj prvi 2 leti po akcijski ceni. Če ti lahko zrihtam njeno cifro. Ja. T2. Dobrodošli nazaj v tedenskem safariju. Ne? Zdaj, če sva šla čez, bom rekel, praznično, osamosvojitveno, zgodovinsko ikonografijo in vse debato, živo. Ne? Kot dva, bom rekel, zgodovino precej neobremenjena, pa vendar človeka, ki nama je mar. Ne? Mene po mojem v letih že lahko vtakneš v srednjo generacijo, ti si pa še mlada, tako da evo. Jaz nisem doživel Jugoslavije, ne? Ampak če greva iz zgodovinskih dogodkov
dogodkov na današnje, ne, torej začetek nove vlade, ne, prvi mesec nekako še ni niti mimo, pa imamo že val referendumov. Ne. Referendumov plus ustavnih presoj in tako naprej. Prvo, kar je po mojem treba opaziti, je ta kako bi rekel, odtujitveni sindrom, ko nekdo odide od korita, se mu stvari zagleda v povsem novi luči, a ne? In tako je isto s temi referendumi. Spomnim se zdaj te nove opozicije, ki je bila še nedavno vladna koalicija, ne? Ki je aktivno pozivala v referendumskih kampanjah celo k bojkotu glasovanja, ne? Govorila o janšizmu, fašizmu, o metodah razdvajanja nacije in podobno. Ne? Zdaj kar naenkrat to, da so praktično že zbrani podpisi v prvih tednih mandata za 3 referendume hkrati, ne? Ni nobenega problema v tem. Tukaj to moram popraviti, ne? Za enega je zbranih približno pol podpisov, eni so zamrznjeni na ustavnem sodišču. Ampak vsaj tisto prvo štengico 2500, pa mislim, da so šli vsi že česa. Ne? In druga stvar, ki bi jo pa čisto vsebinsko rekel, mi je bilo pa zanimivo v minulih dneh, se nam je cel kup enih starih likov vrnil, predvsem na levi sredini v javno razpravo, tudi Gregor Golobiča. Ne? In Gregor Golobič je v enem konkurenčnem podcastu za N1 povedal svojo sodbo, recimo o smiselnosti teh 3 referendumov. Ne? In je rekel, da, in tukaj se celo vem, kaj je mislil in se lahko deloma strinjam z njim, da se mu od 3 zdi smiselen samo ta o interventnem zakonu, ker tako kot sva midva ugotavljala, da je bil to zakon, ki je v bistvu samo kazal vrednostno, kaj želi nova vlada, ne, je morda tudi za opozicijo seveda pomembno, da vrednostno temu nasprotuje, ne, ker je tudi tukaj ta virtue signaling, moment nagovarjanja volilne baze. Ne. Za drugo dvoje, ne, se pravi parlamentarna preiskava in odvzem lokalne volilne pravice, pa če gledava samo na tej teoretični ravni, ne, 2-krat odločanje o manjšini. In tu ima Gregor Golobič prav, ko pravi, preden gre človek na referendum, torej se sploh najprej odloči, da bo šel in potem kaj bo obkrožil, se po mojem večina vpraša, ne, kaj ima ta problem, o katerem glasujemo z mano osebno. Parlamentarna preiskava, recimo tudi z nama osebno čist nič, ne, je to spet eno polje ukvarjanja z manjšino, da ne govorimo tukaj, ko govorimo o 100 000 tujcih, državljanih tretjih držav, ki bi imeli recimo pravico voliti, ne, je to spet odločanje večine o manjšini. Oboje dejansko po svoji vsebini bistveno bolj sodi pred ustavno sodišče. Pustimo, kakšno je, ampak tja sodi, ne? Medtem ko mislim, da na referendumu realno te stvari nimajo kaj početi. Zdaj, mene je tudi zabavala ta obrat, kako smo od bojkota referenduma prišli k masovnem zbiranju podpisov. Ne? Zdaj, kar se tiče interventnega zakona, še tudi jaz pravi, da še ni konc, da še marsikaj referendum bo. Verjamem, mislim, da bojo pa dosegli pravzaprav s tem masovnim ulaganjem referendumskih pobud. Neko apatijo, verjetno. Ja, predvsem apatijo, ne, se mi zdi, oziroma na dolgi rok, oziroma čez par mesecev. Ne. Zdaj, kar se tiče interventnega zakona, jaz mislim, da bi bilo za koalicijo bolje, če bi ga razdelila na 2 dela. Torej, da bi recimo davčni paket dal v enega, ostalo dal v druga. Zdaj, ene stvari, se strinjam, je fajn, da so šle hitro čez, čeprav se zdaj zna zgoditi, da bodo ravno zaradi referenduma pač še bistveno bolj zavlečene, kot bi se vas strinjam z nekaterimi kolegi komentatorji, da imam tudi jaz občutek, da ko finančnega ministra Širca poslušaš, bo on mogoče v temi volilne skrinjice proti obkrožu, samo da se ne realizira iz proračuna interventni zakon. Ne? Ja, zdaj, tukaj se jaz ne bi upal špekulirati, ampak ne, v smislu, pač jasno je, dali so signal. Ne? In mislim, da signal je bil ključen. Signal je, Slovenija gre v drugo smer in Slovenija mora nujno iti v drugo smer, tukaj ni dvoma. Ne? Tukaj smer, kamor se peljala Golobova vlada. Ja, če kdo sva 1000-krat midva rekla, s to obdavčitvijo in s tem. Je ključno, da se ta smer obrne in da se nekaj na tem področju naredi. Zdaj, a so naredili to na primeren način? Mislim, da po eni strani je bil to pač test, ne nazadnje tudi Janšev test koalicije, ki je bil na nek način zelo spretno zapeljan, tako da tukaj je treba reči, pač na politični ravni spet je zadeva bila speljana vrhunsko. Vsebinsko bi se dalo verjetno še malo dodelati, čeprav generalno lahko rečem, da se z večino ukrepov praktično lahko strinjam. Tudi jaz, bi bilo pa treba verjetno res pravniško vprašanje pa samo tudi, kako pol to, oziroma jaz mislim, da je pač pol dolžnost
koalicije, ne, da poišče tiste rezerve. Se sva sama povedala, v 4 letih je Golob dvignil iz 13 na 18 milijard državno porabo. Da bi se dal. No? Če stane interventni zakon 1 milijardo, mislim, da lahko tudi najdemo še milijardo pa pol nekje v teh 18 milijardah, ne, in porežemo kakšne zadeve, ne, pa se res ne bi spuščal tle v točno katere. Kar se tiče parlamentarne preiskave, mislim, da je v javnosti precej nekih netočnosti. Ne. Se pravi, mi smo imeli zakon o parlamentarni preiskavi, ki je deloval 30 let. Pravzaprav ga je prva v smer politične policije, ali pa bolj ali manj edina do zdaj zlorabila Tamara Vonta, ne, oziroma tista komisija za preiskovanje financiranja volilne kampanje SDS-a in NSI-ja pred prejšnjimi volitvami. In so to počeli na tako eklatanten način, da je kar bolelo. Ne. In seveda odgovor, ne, zakon Urške Klakočar Zupančič ni bil namenjen zaščiti tistih, ne, prič, ki so jim, bom rekel, brskali po transakcijskih računih, povsem neupravičeno, ne, ampak je bil zaščita Roberta Goloba pred preiskavo in res je, da je Ustavno sodišče zahtevalo določene varovalke, predvsem kar se tiče sodnikov in tožilcev, ker gre za pač delitev oblasti, se pravi, da so oblasti sodna, izvršilna in zakonodajna med sabo ločene, ne, in ta zakon o parlamentarni preiskavi, ki ga imamo zdaj, pravzaprav vrača v prejšnje stanje z dodanimi tistimi varovalkami, ki jih je zahtevalo Ustavno sodišče. Seveda Urška Klakočar Zupančič je pa zadeva zapeljala tako daleč, ne, da pravzaprav je bilo skoraj nemogoče izvesti parlamentarno preiskavo strani opozicije, ker se je lahko nanjo pritožil skoraj vsak. Praktično vsak preiskovanec, en kup nekih nacionalnih institucij, Banka Slovenije, Varuh človekovih pravic in nenazadnje tretjina poslancev v državnem zboru. Se pravi, če imaš ti opozicijo, ki zbere tretjino poslancev, da zahteva parlamentarno preiskavo, je vsako parlamentarno preiskavo opozicije pravzaprav lahko koalicija blokirala. In tukaj bi se morala, po mojem mnenju, celo zdajšnja opozicija zahvaliti koaliciji, da to odpravlja, ker sploh bodo oni lahko kakšno pač preiskovalno komisijo naredili in bodo lahko, če bodo želeli preiskovali recimo afero Black Cube, medtem ko bi lahko, ne, če bi se pravzaprav odločila avtoritarno to narediti, bi lahko SDS rekla ali pa koalicija, ne, damo 30 podpisov poslancev in blokiramo vsakršno preiskovalno komisijo opozicije. Ne, tako da tukaj pravzaprav mi je ironično, ne, da zdaj oni izberajo ta referendum. Im gre kar dobro, no, zna biti, da bodo zbrali te podpise, zdaj vprašanje pa kako se bo narod pa dejansko odločil, ker to je tema, ki jo zelo malo ljudi razume. Po raznih influencerjih sem opazil, da se je žal, no, ker meni je dejansko žal, da ljudje, ki pa nas recimo tudi v luči praznika združujejo v smehu, če hočeš, in zabavi, ne, se je še Jure Zrnec pridružil zbiranju teh podpisov, tako da ne vidim smisla v tem, ne, zakaj neke ugledne osebe iz javnega, kulturnega, kakršnega koli življenja vstopajo v polje. Še razumel bi recimo celo pri interventnem zakonu, ker gre za neke te davčne pravice vseh nas, ne? Ampak pri parlamentarni preiskavi, kjer se v bistvu dve politični kasti spopadata med seboj, ne vidim, zakaj vstopajo, zakaj mažejo imena z angažmajem. Pri interventnem zakonu smo po moje na redkih držav, kjer se borimo proti znižanju davkov, ne? Oziroma kjer se sindikati in del politike bori proti znižanju davkov. Mogoče še dve besedi glede volilne pravice. Ja. Ne? Res je, da je to bilo zelo na hitro narejeno, zato da bi šlo pred lokalnimi volitvami, ki bodo to jesen, to bodo edine lokalne volitve v mandatu te vlade, ne? In v mandatu do naslednjih lokalnih volitev, v primeru, da se pač sestavi drugačna koalicija po naslednjih volitvah, se to lahko že znova odpravi. Ne? Zato je pač to bi bile zato se jim je tako mudilo, da pač saj ene volitve speljamo na tak način. Zdaj, vprašanje pa, a si tujci zaslužijo volilno pravico? Jaz mislim, na nek način se mi zdi v Sloveniji celo, da je preveč enostavno dobiti državljanstvo, da je Slovenija edina država slovenskega naroda in se moramo kot taki pač tega tudi zavedati, da mi nimamo neke druge države, kamor lahko gremo, če pač nam v tej državi ne bo všeč in da je vendarle, kakorkoli se to sliši, mogoče za koga zelo sporno, smo mi tisti, ki tukaj pač postavljamo pravila in se mi zdi pravzaprav, jaz sem bil pravzaprav presenečen, ne, ko sem ugotovil, kako enostavno pravzaprav nek tujec pridobi volilno pravico, pa če tudi samo za lokalne volitve. Ne. In potem, ko smo poslušali pred parlamentom protest, češ, ko je neka gospodična razlagala, moja mama je že 34 let tukaj, pa še nima državljanstva. Ja, halo, kaj pa delaš tukaj 34 let, če ti je toliko ni mar, da bi si ali pridobil državljanstvo, ne, v smislu pač, če si tukaj 34 let in delaš, je zadnja stvar, ki
ki bi jo težko bilo pridobiti državljanstvo, ali pa pač ti očitno to državljanstvo tako malo pomeni, ti torej ta država tako malo pomeni, da si nisi, kljub temu, da že pol življenja živiš tukaj, nisi pridobil državljanstva, da potem pač jaz ne vidim razloga, zakaj bi pač mogel odločati na volitvah. Sej, ja, seveda, pač imaš dolžnosti plačevanja davkov, če tukaj služiš, in imaš tudi pravice, ki iz tega izhajajo. Sej, pač so druge pravice. Zdaj, odločanje v skupnih zadevah na volitvah, mislim pa, da ni nič narobe, če to omejimo na stvar državljanstva. Bom rekel, že državljanstvo včasih se mi zdi, da je celo preveč enostavno pridobiti, če primerjamo s kakšnimi drugimi državami. Na hitro bom izpostavil dva skema. Slovenske države za slovenski narod, kot majhen narod, ki pravzaprav je zelo na prepihu in ogrožen obstoja. Dva skema, ki jih vidim, je ta krilatica politična policija glede parlamentarne preiskave. Tukaj si že lepo pojasnil, da je treba gledati prav obratno na početje Tamare Vonta v prejšnjih 4 letih. In drugo, skem pri lokalni volilni pravici, mislim, da sem slišal, da se oblikuje tudi nek tak slogan, da je to državni rasizem oziroma šovinizem, to je bilo kar nekajkrat izrečeno. Novi izbrisani in podobno. Medtem, ko je treba realno pogledati države okoli nas, in to sem že razlagal prejšnji teden, kjer praktično med sosedami ni niti ena, ki bi imela takšno ureditev, kot smo jo mi imeli zadnjih 24 let. Tudi če si vzamemo ta, kot mu je rekel Pahor, motor Evropske unije, Francijo, Nemčijo, nihče nima takšne lokalne volilne pravice. Tukaj ti bom jaz dodal, ker gre v glavnem za volilno pravico narodov nekdanje Jugoslavije. Bom rekel, pa dajmo malo tudi vzeti to neko recipročnost. Obratno, Slovenci živeči v Srbiji, v Makedoniji, v Črni Gori, na Kosovu, v Bosni in Hercegovini tudi nimajo volilne pravice. Tudi ne vidim razloga, zakaj bi jo nujno rabili, ampak pač glede na to, da oni tudi nimajo, ne vem, zakaj bi mi rabili biti tukaj pa toliko bolj, bom rekel, pač uslužni do tujcev. To je pravzaprav neka ta lažna empatija, namesto da bi se pač zavzeli za lasten narod, za lastne vrednote. In to ne pomeni, da imamo sovraštvo do kogarkoli. Mislim, da so vsi ti tujci dobrodošli, da z njimi precej dobro sobivamo in sploh, če so nekako integrirani v družbo, dobrodošli, da tukaj delajo, da tukaj pač tudi uživajo bonitete življenja v Sloveniji in če si želijo biti del te države, potem tudi dobrodošli, da si pridobijo državljanstvo in potem lahko tudi volijo. Na to temo nasplošno, če jo sklenem poplave referendumov, bi pa rekel tako, prvič je dejansko ta val referendumov znak razbitosti trenutne opozicije. Ne delujejo sinhrono, zato se mi zdi, da tudi vsak posebej kaotično prihajajo z novimi predlogi in potem v zadregi morajo vsi vse podpreti, drug od drugega, da ne bi bilo kakšno slučajno napačno sporočilo za volivce. In iz tega razloga predvsem mislim, da bo v tem mandatu, da bodo podrli rekord v bistvu. Drugi razlog, zakaj bojo šli podirati rekord v enem 4-letnem mandatu, koliko bo sklicanih referendumov, je pa preprosto ta, ki sva ga v bistvu že implicitno omenila v prejšnji razpravi glede samega praznika. Ob prvi res desni vladi v zgodovini se počutijo tudi zgodovinsko nemočne in vlečejo neke poteze iz obupa, ki jih lahko mestoma tudi njih več stane v bistvu kot to vladno koalicijo. Zdaj, če so že po razlikah v opoziciji, smo lahko ta teden spremljali, bom rekel, še malo bolj podrobno obrazložitev stranke SD, zakaj se torej ne bodo pridružili partnerstvu za uspešno Slovenijo, oziroma odmevu partnerstva za razvoj iz prvega Janševega mandata. Glede na članstvo pravzaprav razumem na nek način to odločitev, tudi glede na prve poteze vlade, ki je šla pač simbolično precej kontra prejšnji vladi. Na nek način bi bilo tudi nekoliko nenavadno, da bi kar skočili v objem na tak način s partnerstvom. So pa recimo, mislim, naredili kar lepo distinkcijo in morda celo jaz ne bi bil presenečen, oziroma pač bi jim celo mogoče to svetoval politično, da si reče, v redu, smo na tej točki zdaj na začetku mandata si vzeli malo pauze, v smislu pa bomo videli, malo spremljali kako, pa da čez, pol leta, 1 leto znova razmislijo, ker vendarle to partnerstvo ima določene ugodnosti in ne nazadnje imam vtis, da je SD v podobni situaciji, kot je bila, samo malo zrcalni, kot je bila NSI na začetku prejšnjega mandata, se pravi, prejšnji mandat, Robert Golob silovito zmaga, sestavi izrazito levo koalicijo, v opoziciji sta dve stranki. Že mogoče prej, ko jih je tudi Šarec vabil v vlado. Dve stranki, SDS in NSI kot neka manjša stranka v tem partnerstvu oziroma v tej opozicijski zvezi, je iskala na nek način diferenciacije, predvsem
na zelo konstruktiven način, v smislu, da SDS morda bolj ostro nastopa proti vladi, mi smo pripravljeni tudi kaj konstruktivno podpreti, če bo pač kaj konstruktivnega in jih je takrat Golob odsekal. Zdaj sicer obratna situacija, ko bi SD-ju točno, ker je SD-ju zelo podobni tako po številu glasov, ki jih zberejo na volitvah oziroma moči stranke, kot tudi v odnosu do dominantne stranke, bi pravzaprav to nujno rabili. Janša jim je ponudil roko, zaenkrat je še niso sprejeli, nekako se zdi, kot da si je ne upajo. Bi bilo pa za razmisliti pravzaprav na strani SD-ja, da v smeri tega sporočila, ki so ga dali, skratka, da so pripravljeni sodelovati, čeprav morda ne v formalnem partnerstvu še, da morda pa res čez kakšne pol leta do 1 leto znova poiščejo neko pot, pa morda takrat na nek drug način, da ne bodo ravno izenačeni z resnico. To poiščem, ampak seveda. Jaz kljub temu, da tega zadnjega koraka niso zmogli, bi rekel, da je Han kot predsednik SD tukaj po daljšem času pokazal kar neke vizije. Všeč mi je bilo to, da so uradno šli na organe stranke, najvišje organe stranke obravnavati ponudbo, da je bila tudi s tem namenom potem po seji predsedstva posebej sklicana novinarska konferenca in da je bil tudi zelo lepo obrazložen v bistvu celoten postopek v smislu, da so resno obdelali ponudbo z vseh vidikov, da tega niso a priori zavrnili, da so se dolgo pogovarjali o tem, da pa so sklenili, kar so. In mislim, da je to bistveno bolj, spet greva na praznik, greva na ta sporočila, bigger picture, bistveno več državotvornosti od tistega zaletavega, z fašisti pa mi ne sodelujemo. Tako da to je to. Zdaj, zakaj? Konec je bil njihov volilni slogan dogovor. Tako, zdaj zakaj tega zadnjega koraka ne zmorejo ali pa vsaj ne še, ali se jim pa zdi trenutno glede na razmere pretvegan, lahko pa gledaš tudi stvari, ki so sicer tako na hitro omenjene v medijih, bolj po strani, razkol recimo v koprski SD, kjer je zdaj, kot razumem, popolnoma padel Matej Tašner Vatovec, najprej ni bil izvoljen za poslanca, zdaj še zgubil bitko za predsedovanje lokalnemu odboru v Kopru. Apatija tudi, ki je slišati v vrhu stranke, da nekateri želijo, da Han odstopi, nekateri vidijo mladega Gorška, potem se iz Bruslja recimo Matjaž Nemec vidi samega sebe in tako naprej. Skratka, je tukaj eno obdobje, ravno zaradi tega, ker so 4 leta zelo trpeli ob Golobu, ko se bojo mogli sestaviti, polizati te rane in šele potem res strateško odločiti, kam naprej. Ja, mislim, da ugotoviti, da naslednja 4 leta še trpeti ob Golobu, mislim, da je zanje smrtonosno in da se morajo nujno na nek konstruktiven način od Goloba diferencirati, kar ne pomeni zdaj sabotirati opozicije. S tem, da so avtorja tega podcasta dolžno skeptična že do samega dejstva, ali bo tudi Robert Golob trpel vsa 4 leta, ali pa se bo teh muk odrešil že kaj prej. Drži, ampak bolj kot SD je bila ta teden v spredju 2 drugi stranki, Resnica in pa Levica. Če je Resnica že prejšnji teden nekako na udaru zaradi poslanca Borisa Mijića, ki objektivno ima težave, kot poslanec, recimo z neko integriteto, pa je zdaj ta očitek Resnici pravzaprav v Luki Mesecu eksplodiral v obraz, preden nadaljujeva predlagam, da pogledava še ta izsek. Potem, ko že po 3 mandatih ali kolikorkoli že niso storili popolnoma nič, so v kampanji obljubljali, da bojo zdaj začeli delati za narod. In v zadnjih 3 mesecih je več kot očitno, da se ukvarjajo izključno z stranko Resnica. Na dno mečejo bombice, tako kot smo že prej povedali, s tem, da jim je v rokah eksplodirala največja bomba. Državi je dolžen med 30 in 50 tisoč evrov davkov in prispevkov. Delavcem, samo tistim, ki jih je Goran Lukić odkril, je dolžen 20 tisoč evrov, vsaj 20 tisoč evrov neizplačanih plač. Delavci pravijo, da jih je proti njihovi vednosti s ponarejanjem podpisov odjavljal iz socialnih zavarovanj in je zato na policiji proti njemu postopek. Podjetje, katerega lastnik je zakril pred protikorupcijsko komisijo in pa obstajajo indici, da še vedno upravlja dejavnost, zdaj kot poslanec preko žene, ker je bil tudi viden konec koncev na gradbišču. Samo za eno od teh alinej, za vsako od teh alinej so v preteklosti ljudje z funkcionarskih položajev, kot je poslanec v Državnem zboru, odstopali.
S tem se jaz načeloma lahko strinjam z ugotovitvijo, da nam neki splošni standardi v politiki padajo. O tem mislim, da ni dvoma in tudi splošen fenomen je kar že nekaj časa, ne, to ni novost, da nihče ne čisti svojega, ne, ruzaka, ampak ko pride neka naplavina, potem vedno epizodno pokažeš na drugo stran in rečeš, glejte, tja se tam je nesnaga še večja kot pri nas. Ne. In to obkladanje, ki ne čisti pred svojim pragom, je problem slovenske politike. Rekel bi tudi, ne, da je, to sem že prejšnji teden konec koncev se postavil na to, da je poslanec v takšnih težavah, ki bolj ali manj tudi sam še vedno to rešuje, ne, nevreden poslanske funkcije ali pa po mojem ne more 100% dobro opravljati. Drug aspekt te zgodbe pa je, zakaj Luka Mesec se pravzaprav mesec pa pol ukvarja samo z resnico. Tukaj pa mislim, da je razlogov več. Eno je ta bolečina, o kateri v bistvu že celo epizodo pomalem govoriva, odstavitve od korita, kjer je ravno teh par glasov resnice bilo odločilnih, ne, da se ni tehtnica prevesla kam drugam v drugi zaporedni mandat. Druga stvar je, da si pa po mojem tudi po letih nek glavni ideološki spopad, če gledaš na slovenskem političnem parketu, nista Svoboda in SDS, ne, ampak sta bili v resnici prej Levica in NSI, ne, in zdaj si v resnici, ko imamo novega člana parlamenta, mislim, da Luka Mesec išče novo tarčo. Morda je tisti spopad z Vrtovcem in NSI-jem že malo dolgočasen, zvodenev, to je v bistvu nova marketinška tarča Luke Meseca. Ne. Mislim, zanimivo je bilo gledati meni ta spopad, ne, ker smo imeli tukaj v studiu pravzaprav dva dobra retorika, dva vrhunska demagoga oziroma tudi dva populista. Ne? Oba, lahko rečem, zelo svojega denarja vredna. Ne? Zdaj, ne, kar se tiče Borisa Mijića, absolutno problem. Ne? Vseh 5 točk, ki jih je naštel Luka Mesec, je problematičnih. Ne? In moram pa priznati tudi, da je resnica to zelo sprejetno zaprla konec koncev z napovedjo Stevanovića, da bo on plačal dolg, da bojo pač preiskali Mijića. Ne? Je pa res, da so v težavah, ker pač se ga ne morejo znebiti ta trenutek, ker morajo počakati vzaj do oktobra, oziroma zdaj glede na izjave Zorana Stevanovića sklepam, da bojo počakali nekje do novega leta. Meni se zdi, da bo pač, ko bo 6-mesečni rok potrditve poslanskega mandata in to je druga polovica oktobra, mimo od takrat naprej se bo po mojem ta stvar nekako spet razčiščevala 2.0 nadaljevanje in mislim celo, da Boris Mijić, tako, če bi zdaj mogel vršiti nastavo par evrov, ne, mislim, da Boris Mijić do konca tega mandata ne bo ostal v poslanskih klopeh. To je moja ocena. Seveda, ampak ker resnica rabi pa ta poslanski mandat vsaj še do oktobra, pa verjetno ne bojo glih 10. oktobra ga zamenjali, ampak to nekako bolj elegantno speljali. Skratka, resnica je tukaj v bistvu Levici pobrala eno retoriko, ne? Ker Levica je ves čas govorila, kako so oni stranka za ljudi in proti kapitalu, ne? In zdaj jim stranka Resnica pravzaprav na nek način nastavlja ogledalo in predstavlja konkurenco. Ne? Zdaj, slišali smo lahko ogorčenega Luko Meseca, ne? Ampak bom rekel, ne, vse stvari, ki jih je očital Borisu Mijiću, ne, bi lahko začel čistiti pred svojim pragom, pa dajmo pogledati par konkretnih stvari, samo zato, da bomo si na jasnem. Robert Golob, ne. Boris Mijiću se očita, češ kako on vodi podjetje, ki ga je fiktivno prepisal na ženo. Kaj je drugega naredil Robert Golob s podjetjem Star Solar? Ne, se pravi, ko sta se ženo potem, čeprav je bila žena uradno lastnica podjetja, je v ločitveni bilanci on vzel podjetje Star Solar. Če to ni eklatanten znak, da je pravzaprav že ves čas fiktivnega vodil on sam, ne, tudi vemo, kaj kdo od njiju počne in logično, da je pač Golob, ne. Skratka, Star Solar, prva točka, Sanja Ajanović-Hovnik. Ravno tako je pač formalno prepisala podjetje, mislim, na svojo mamo, ne, in potem je to podjetje biznisiralo na veliko z Ministrstvom za javno upravo na razpisih. Ne. Dobro, mogoče ima Levica premalo podjetniških izkušenj, da bi kaj tazga delala. Še na en primer te bom spomnil. Primer Hvala. Ker smo pri delavskih pravicah. Ne? Primer Hvala je bil primer izkoriščanja tujih delavcev, imel si na tarči pričanja, res kar grozljiva pričanja filipinskih delavcev, ne samo o pogojih dela pa plačilu, ampak tudi o udarcih in grožnjah in ne vem kaj vse. Ne? Takrat ga ni bilo nikjer. Zakaj? Ker je bila to zgodba Poklukarja, bivšega notranjega ministra, največjega koalicijskega partnerja Svobode in Luki, ne, Lucky Luke, ni ukrepal takrat tudi ničesar. Če sem prej našteval stvari, kjer je bila Levica samo tiho, ne, bom zdaj še par stvari, kjer je pa dobesedno so odgovornost Luke Meseca. Hvala, ne, kot si že rekel, se pravi minister za delo
je bil takrat tiho kot miška. Ne? Zgodba CSS, Škofja Loka, invalidsko podjetje, ki so ga poskušali nekateri spraviti v stečaj, zato da bi se polastili teh vrednih nepremičnin, na katerih je stalo. Mu je mogel to firmo reševati v Škofja Loki Lotrič. Lotrič mu je, ampak ne sem, da je mogel reševati Lotrič. Ne? Luka Mesec je kot minister za delo zavozil čisto vse, kar se da, zamudil vse roke, ignoriral. Ne? Potem, ko so pa podjetniki iz Škofje Loke na čelu z Markom Lotričem zadevo rešili, je pa prišel potem pobirati lovorike. Ne? Potem že omenjena zgodba, hvala. Ne? Zdaj, Stella Marin, ne? Ko je šlo za izkoriščanje delavcev, so se seveda oglasili, ne? In potem to zadeva izkoristili, zelo, bom rekel, grdo politično izkoristili za usiljenje vsem tega štempljanja. Ne? In najbolj, bom rekel, očitna, ki je pa tudi najbolj boleča za meseca, je pa zgodba Šefer, ne? Ki je zdaj izbruhnila. Se pravi, Luka Mesec je 4 leta vedel za zlorabe delavcev, ki so se sicer res dogajale pred letom 2020, ne? Ampak ravno ti procesi so se začeli leta 2020 in, kot opozarja odvetnica Špela Mesesnel, ne? So nekako tekli približno 2 leti do 22, potem pa 4 leta je vsa možna polena pod noge metalo ravno Meščevo ministrstvo in Luka Mesec je imel v tej vdaji celo, bom rekel, friz, ne, da si uporeč, da je sodeloval, koliko je bilo mogoče. Ne. Žal ne njega, ne Gorana Lukiča, ki ga je omenil v tem studiju kot skrbnika za delavce, za izigrane delavce, takrat ni bilo nikjer. Pa smo zdaj čisto po naključju ne izvedeli še za to. Če neč drugega, lahko se strinjam s Stevanovičem, da je pač Mescu ta zgodba pa res nekoliko eksplodirala v obraz. Za zadnje minute se spodobi te redne epizode, te praznične epizode, sva se zmenila, da bova rekla kakšno o tem, kaj kot srednja in mlada generacija vidiva boljšega in slabšega, pač čist skozi najne oči v Sloveniji. Začni, Peter. Pa me zanima, boš začel s ta slabim ali s ta dobrim? Začel s ta dobrim, ne. Ne, mislim, da kdorkoli mene dobro pozna, ve, da sem človek, ki rad veliko potuje, ne, in poskuša pač odkrivati kakšne nove stvari. Hkrati se pa na nek način še rajši vrnem domov. No. Se mi zdi, da osebno ne vidim, ne, pa sem kar velik del sveta že uspel prepotovati, ne vidim ene druge države, v kateri bi rajši živel kot v Sloveniji. Kakorkoli, pač obrnemo z vsemi svojimi hibami, ki jih ta država ima, tako da lahko rečem, da sem neskončno srečen, da sem se rodil tukaj, ne, z vsemi pač lastnostmi te države. Delim to srečo s tabo, sva že dva. Čeprav mislim, da bi včasih rabili več dela in manj jamrati, ne, kar se tiče kakšnih premikov, in to bom rekel celo za vse strani, še mogoče celo bolj na desni, kjer se včasih preveč samo jamra, pa premalo potem razmišlja, kaj se pa lahko tudi naredi. Ne. Mislim, da se premalo zavedamo tega zgodovinskega trenutka, ki smo ga imeli leta 1991, 35 let nazaj. Jaz nisem še takrat bil rojen, tako da se ga ne morem spomniti, ga pa z veseljem študiram tako ali pa drugače, ker mislim, če pogledamo, koliko drugih zgodovinskih trenutkov so imeli narodi okoli nas, ne, pa so jih zatrli od Praške pomladi, Budimpešta 1956, če samo recimo se fokusiramo na zadnje stoletje, ne, ali pa koliko narodov od Kataloncev naprej do Kurdov, recimo hrepeni po svoji državi, bistveno večji narodi, ki so bistveno več krvi prelili, ne, zato da bi to svojo državo dobili, pa jo še vedno ne morejo. Ne, in Slovenija na tem križišču, kjer je to državo dobila, mislim, da je ključno, no, da bi se, mislim, saj jaz tako vidim, no, da je ključno, da se tega zavedamo in da poskrbimo za to, da ta država ostane naša in da z njo delamo tako, kot je prav. No. Se pravi, da res nekako poznamo svojo zgodovino in se trudimo za njeno prihodnost, ne pa, da se prepustimo temu, se pogovarjam večkrat tudi s tujci, ker imam tudi delo kot turistični vodnik, recimo, ne, in kakšni Američani večkrat, sploh tisti, ki so dalj časa v Sloveniji, ne opažajo, da imamo v Slovenci eno tako, kot posledico socializma verjetno, neko to naučeno nesposobnost, ne, v smislu, da kar čakamo, da bo država nekaj namesto nas naredila, ne, in mislim, da se temu res reče naučena nesposobnost. Se pravi, ne, da smo nesposobni, ker smo blazno sposobni, ker nekako smo naučeni, da čakamo, se vlogo, da bo nekdo nekaj naredil za nas in potem, ko ne, smo pač nekaj jokamo, da kaj se ne da. Ne. Tako da mislim, da tukaj imamo res eno srečo, tudi konec koncev pač od lepot do neke družbe, ne. Mislim, da se velika tudi ne zavedam, to mi je dal pa misliti, z tem zaključil. Naš profesor slovenščine v gimnaziji, ne, ko nam je ob koncu 4. letnika rekel, da
Sej mogoče nas bo vlekal v tujino, ne, ker bodo visoke cifre na plači ponojene. Ne. In ne pravi, da ne iti v tujino, samo da dobro razmisli, kaj boš pustil za sabo, ker je tudi to neka identiteta, ker ni vse, samo, bom rekel, tista številka, ki ti pade na TRR, je tudi skupnost, je tudi narod, je tudi jezik, je tudi, bom rekel, neka socialna mreža, v kateri odraščaš. Ne. Tako da nekoliko višja številka še ne pomeni nujno boljšega življenja. Si pa želim, no, da bi tudi v Sloveniji pač uspeli neke te, bom rekel, naše ovire, ki nam pa tudi ta mogoče materialni del nekoliko slabšajo ali pa tudi nek družbeni preseč. Bom jaz začel slabšim, ker bi si izrazito želel zaključiti pol z lepim. Mene moti recimo kultura, jaz jo bom poimenoval kultura zavisti do uspeha in uspešnih ljudi, ki jo po malem opazujem, ali pa niti ne tako po malem, nagovarjata tudi oba politična pola. Enkrat to nagovarjamo, ko nas motijo podjetniki, pa njihov kapital, drugič to nagovarjamo, ko nas določeni kulturniki, umetniki motijo, glavno zelo veliko se igra na struno in Slovenija je kulturno takšno okolje, kjer to izjemno pade na plodna tla. Ne? Poleg teh delitev, o katerih sva govorila, partizani, domobranci, se mi zdi, da je samo še bogataš in revež bolj enostavna delitev v Republiki Sloveniji. Če je v Sloveniji tako malo revežev in tako malo bogatašov, zares, ker smo si najbolj egalitarni. To je pa ironija. Ne? Tako da, če bomo presegli to kulturo zavisti, jaz vedno primerjam, pa ni seveda tudi tam daleč od tega vse idealno, ampak recimo nek res antipod naše miselnosti je ameriška, kjer te bleščeč nov avto ali pa velika nova hiša nasproti tebe, ki jo gledaš skozi leta, motivira in rečeš, jaz bi bil rad tam, ne, medtem ko je pri nas bolj, ne, to je pa baraba in naredil bom vse kontra njemu, ker ga v bistvu ne maram, ker je uspel, ne, ker se mi zdi, da je uspel prehitro, recimo. Druga stvar, ki me moti, pa čeprav recimo, da sem se z štirko v svoji starosti poslovil od temu, čemur se res reče mladost, ne? Ampak je odnos do mladosti v tej naši državi nasplošno. Opazujem, recimo šport mi je blizu kot področje v politiki, kako pozno veliki talenti dobivajo priložnost na največji sceni. Pri 25 mi rečemo nogometašu ali košarkarju, da je obetaven. Ne, pri 25 je v tujini že propadel ali uspel, tako da nihče ni pri 25 obetaven. Ne? Podobno opažam pa tudi recimo pri očetu sem imel možnost kot profesorju spremljati neko primo predajo med generacijami na univerzi, na fakultetah, kjer se tista stara linija drži globoko po izpolnitvi vseh pogojev za upokojitev in ne pusti nekim mladim asistentom, izrednim profesorjem napredka. Podobno opažam v večjih podjetjih, ne, kjer se to je na nek način pozitivni derivat tega, da se mladi naveličajo čakati na priložnost in potem naredijo raje uspešen lastni posel, ne. Marsikdo pa, kot si omenil, pač odide v tujino iskati boljšo priložnost. Tako da, konec koncev, ne, mogoče malo nostalgije po socializmu mi bo kdo očital, ampak kar samoumevno je postalo to, da mladi obetavni kadri nimajo kadrovskega stanovanja, kadrovskega avtomobila. Včasih pa je to bilo. Ne? Tako da malo več odnosa do tistih, ki pokažejo že kot mladi, da res želijo uspeti in delati, bi si želel in da jim je prej omogočena. Zdaj pa glede lepih stvari. Definitivno pa naj se sliši oguljeno, ti si v Sloveniji v eni sami uri iz snega na morju, iz smučanja praktično v Japonkah, če karikiram, in vse je resnično kamorkoli greš. Od Panonske ravnice do hribovij, do obale in krasa, vse je res lepo. Torej ni samo, da so različni pasovi prisotni v domovini, ampak res so lepi, torej kdor pride sem, tudi jaz sem že gostil marsikoga iz tujine, ne more verjeti, da je možno v takem dokaj racionalnem času prideti med tako različnimi konci sveta. In ne glede na to, da v tej smeri nekaj jamramo, ne, in tudi midva nisva zadovoljna in bi lahko bilo precej bolje, glede na to, da je naša kupna moč še vedno kar nekaj pod povprečjem Evropske unije, se da tudi z malo manj denarja v Sloveniji še vedno živeti na relativno visokem življenjskem standardu, kar se morda v nekih tujih velemestih okoli nas že dolgo ne da več. Ne? Tako da se mi zdi tudi to ena taka unikatna slovenska vrednota, v kateri pa na trenutke pretiravamo in tega ne bi veljalo ponavljati. Meni se zdi, da je Slovenija ravno prav nemška, da približno stvari funkcionirajo, pa ravno prav balkanska, da smo tudi nekoliko sproščeni in se mi zdi, da ta balans bi bilo fajn
držati, ne da se preveč balkaniziramo in vse razpustimo, niti ne, da bi se preveč zategnili. Mislim, da trenutno sicer k temu drugemu ne težimo preveč, pa vendar rekel samo še vse najboljše Slovenija, da bi se te želje, ki smo jih tudi izrekli, nekako, da si jih želimo za to državo v prihodnjih letih, kar se da uresničila. Na torti je 35 svečk, želja pa bistveno več za prihodnost, kot samo 35. Ne? Tako da... Tudi naš medijski projekt bo delal v smeri, da bi šli v nekako v to razvoj Slovenije v tej smeri. Seveda pa kot vedno, tudi tokrat na praznični teden, Safari Special in tokrat v epizodi razkrivamo v bistvu padla omrežja Roberta Goloba. Pri prenosu oblasti se pravzaprav pokaže, kaj nam je bilo v ozadju 4-letne vladavine zamolčanega. Videli boste zelo zanimiv primer, torej vplivne revizorke, ki je samo s sejninami in z različnimi funkcijami, kot so revizijske in kadrovske komisije, zaslužila 6-mestno številko v minulih 4 letih in to vsako leto, torej 6-mestno številko na leto. Ne. Pa to ne razkrivamo, ker bi bili favš, ne? Ampak ker pač ni ker prav. To kaže na modus operandi, ki bi ga v imenu prihodnosti teh državnih simbolov veljalo odpraviti. Tako je, želimo vam lepo preživeti dan državnosti in prihajajoče poletje. Tako da vse najboljše Slovenija. Bodite lepo in lepo praznujte.